Današnja oddaja bo čisto vzhodnjaška. Opozorim takoj, da se ne bi kdo jezil, zakaj ni niti enega evropskega avta v njej. Pa saj je, ampak v glavni vlogi bodo seveda vozila z Daljnega vzhoda, ker se je tam res dogajalo na polno. Ob koncu oddaje boste videli še novo zvezdo, ki bo vrtela volan naše Selike, vmes pa boste vse povedala Matej in Anže, ki sta se ravno vrnila z Kitajske s toliko materiala, da našemu montažerju Roku verjetno še vedno gorijo roke, toliko je imel dela. Gremo, akcija! Lep pozdrav iz Pekinga, jaz se že pripravljam na avtomobilski salon, trenutno sem pa pred upravno stavbo podjetja Pony AI. To je razvojno podjetje, ki skupaj z avtomobilskim proizvajalcem Archfox razvija robotaksi. Ne, narobe sem rekel, ga je v bistvu že razvil. Evo ga, vem, ogromno stvari vas zanima, zato ker začnimo. Na tem področju Pekinga so takšna vozila povsem enakovredna klasičnim, kjer za volanom sedi človek. Vozijo se po določenem delu Pekinga, ki je bilo prej seveda 3D pomapirano, tole bo nekoč seveda nekoliko lepše in bolj elegantno zapakirano. Je pa mogoče sistem v bistvu tudi postaviti na kakšen drug avtomobil, samo dovolj velik mora biti. Vsi sistemi so pravzaprav redundantni, kar pomeni, da so dvojno varnostno zaščiteni, krmiljenje in zavore in tako naprej. Ena zanimiva stvar se mi zdijo pa tile klasični brisalniki, ki jih v bistvu avtomobil v tem primeru ne potrebuje in so na njem samo zato, da se potniki znotraj počutijo bolje. Vse ostalo vidijo namreč kamere, ki pa imajo svoj sistem čiščenja, tako da vse skupaj vedno deluje tako, kot mora. To je pa zato, da smo mi bolj ziher. Se vidi nadaleč, da ne gre za običajno vozilo, ker ima nameščenih en kup elementov, če sem bolj natančen, 34 različnih senzorjev. To pomeni klasični senzori, kamere in 9 lidarjev. Tole je 7. generacija, za razvoj so do sedaj zapravili več kot 1,5 milijarde. Skratka, zadeva menda dobro funkcionira. Evo, smo že na tisti vožnji. Prav bizaren občutek je, ko tukaj le na moji levi za volanom ni nobenega voznika in se v bistvu volanski obroč kar sam obrača. 70 na uro se peljemo, že zdaj mi je izrisal, da bo na prvem semaforju rdeča luč. Vidim, da je res na semaforju rdeča luč, pa čeprav je še 300 metrov do tja. V bistvu je impresivno tudi to, da se ves čas lepo držimo sredine voznega pasu. Nič, v bistvu avto se ne odbija med črtami levo-desno, ampak po vsem v ravni liniji se vozi naprej. Evo, rdeča luč na semaforju, semafor, tam le daleč nekje. Evo, smo zamenjali pas. Aha, zdaj pa brez smernika. Kaj pa je zdaj to? Našel sem prvo mini napakco. Zdaj smo zamenjali pas brez uporabe smernika. To je pa tudi vse, kar zaenkrat po 3/4 ure vožnje lahko zamenjam. Ampak ni bilo nič nevarno, ker je bilo zadaj še veliko prostora in nikogar blizu. So it depends on whether it's an active duty accident or inactive duty accident. So if the inactive duty accident, that's very clear. The insurance company will go to which one is active duty. But also for like level 4 technology and also as well level 3, there we have a global standard. It will be the car and also will be the technology provider to be responsible for what happened for the vehicle. But then also the operation partner as well as, for example, the ride-hailing platform will be responsible for like a customer service, etc., etc. So actually there is a very clear responsibility layer for different cases. Dva velika zaslona v avtomobilu, eden spredaj in eden tukaj zadaj, lepo prikazujeta celotno delovanje sistema in tudi lepo pokažeta, kako dejansko avtomobil zaznava svojo okolico. Tukaj se izrisujejo vsa ostala vozila, pešci, kolesarji, mopedisti. Skratka, jasno je, da sistem zelo dobro ve, kje v njegovi okolici se karkoli dogaja. V takšnem taksiju je dovolj prostora za 4 potnike, 3 smo tukaj zadaj lahko in sovoznik spredaj. Je pa namenoma tukaj še ena taka pleksi zaščita. To pa zato, da ne bi kakšen od potnikov panično pograbil volana in poskušal popraviti smer, ker bi dejansko z rokami to lahko naredil. Ampak lahko povem, da zdaj delamo en tak dobrih 10 km dolg krog, pa nihče od nas treh, ki smo tukaj v avtu,
ni niti za trenutek pomislil, da bi bila kakršnakoli situacija nevarna, da je treba malo pomagati, popraviti kakšno stvar. V bistvu sistem ekstremno dobro deluje, vožnja je dinamična, precej suverena, nič ne popuščamo, hkrati pa se tukaj vidi, da zaznavamo čisto celotno okolico, tudi vemo, kakšna luč je na semaforju, tudi točno vemo, kdaj se bo spremenila ta rdeča luč. Skratka, vse okrog vozila je pod kontrolo. No? Z podjetjem Pony AI smo v bistvu v dogovorih, da projekt zaženemo tudi v Ljubljani. Poslali smo tudi že uradno vlogo na Ministrstvo za infrastrukturo, da nam dovolijo komercialno uporabo vozil najprej v Ljubljani, potem pa po celi državi. Videli smo danes, da tehnologija je zrela tudi za Ljubljano in da lahko začnemo z testiranjem, mapiranjem in seveda v roku 6 mesecev tudi z uporabo robotaksijev tudi v Ljubljani. Faza, pa uvedba je razdeljena v 3 faze in vsaka faza traja približno 6 mesecev. Prva faza se imenuje mapiranje in testiranje, tam je prisoten tudi voznik v primeru za kakršnekoli posredovanja. Tudi v fazi 2 je še vedno prisoten, vendar nima popolnoma več nobenega vpliva na vožnjo. Faza 3, zadnjih 6 mesecev pa v bistvu vozila vozijo popolnoma sama, robotsko, avtonomno in ni nobenega šoferja, nobene intervencije. Sem že pozabil, kako fino je med gnečo avtomobilskega salona, pa še pravega sem izbral, ker tale v Pekingu je v bistvu zdaj s 380 000 kvadratnimi metri največji na svetu. Tako da se bo treba kar podvizati, pa nekje tekom dneva moram najti Mateja, da bo sploh uspelo vse skupaj posneti. Joj. Začenjam pa pri Hončiju, ki ima precej veliko razstavišče in razstavljenih kup nenavadnih avtomobilov, od luksuznega avtobusa na vodik pa do superšportnika in celo do letečega avtomobila. Ampak za nas so v bistvu bolj zanimivi tisti modeli, ki bodo dejansko na prodaj na slovenskih cestah. Prvi je križanec EHS5, gre za električni križanec, ki je v bistvu že na voljo v Sloveniji. Zadnjič smo v tovarni videli nekoliko manjšega EHS4, pa ga tam nisem smel posneti in tudi tukaj ga ne vidim, ampak tudi ta pride vsak čas v Slovenijo, bo pa to najmanjši in najcenejši Honči sploh, tudi na elektriko. No, tukaj za mano je pa prestižna limuzina H9, zdaj v povsem novi generaciji, tudi ta pride k nam, ampak malo kasneje, ko bo na voljo priključno hibridna različica. Ta še ni. No, pa da ne pozabim, uvoznik se trudi, da bi k nam pripeljal tudi tole. Tole je pa model Goja, to je pa v bistvu največ, kar ponujajo pri Hončiju, totalen luksus, na voljo s 3.0 pa 4.0 motorji, prije pa tudi priključen hibrid. Tam zadaj imajo pa še limuzino, v kateri se vozi predsednik Xi. Evo, hitim, ker bo vsak čas tiskovna konferenca, ampak izkoriščam ta čas zato, ker toliko prosto tega avtomobila sigurno ne bom uspel več videti, bo vedno okrog njega gruča ljudi. Sem bil pa na začetku malo zmeden, ker sem rekel, ta avto pa poznam, to je Jutur, ampak ne, zdaj ima drugačno oznako. Tudi ta tukaj na avtu ni prava, ker zadaj piše V6, pa nima 6-valnega motorja. Pri nas bo to po novem Taycan 7. Ne Taycan, ni Porsche, Taycan 7. Zdaj so se odločili, da bodo poenotili imena, tako da pride tudi Taycan 5, ta bo pa zamenjava za električni T5 Evo Friday. Torej, Taycan 5 je T5 Evo Friday, Taycan 7 Jutur. Ford in Taycan 5 vam ne morem pokazati, ker ga tukaj nimajo razstavljenega, je bil baje predstavljen že na enem drugem salonu in ga zato tukaj niso. So pa predstavili tega pa poznamo, a ne? Tole je zdaj malo prenovljena, pa malo lepše zašiljena različica M-Hirota. Zdaj po novem ni samo električen, ampak REEV, torej s podaljševalnikom dosega. Evo, en dokaz, da je na salonih zelo težko snemati. Bike BJ30.
Tole je bajk BJ40. Nedolgo nazaj ste v eni od naših oddaj lahko videli mal manjši model BJ30, pa se mi je že tisti zdel terensko kar precej zanimiv, nasploh mi je bil zelo všeč, no tole je pa bojda terensko veliko bolj resen stroj. Stoji na šasiji, pogon je 4-kolesni priklopljiv, nekateri paketi opreme imajo celo zapore diferencialov, glede motorjev pa zaenkrat težko rečem, na tem piše E, kar pomeni, da je električni, sem pa ujel nekje podatke, da v bistvu so tudi 2-litrski motorji pod pokrovom lahko, oziroma da je en 2-litrski motor pod pokrovom. Takšnega imajo tudi baje že v Ljubljani, tudi da ga bomo kmalu lahko preizkusili. Še ena bajkova znamka se mi zdi zelo zanimiva, evo jo pokažem, sicer Arch Fox. Pri nas bo zanimiv najmanjši model T1, pa ga tukaj žal ne vidim. Gre za znamko z električnimi avtomobili, no tale njihov S3 je pa posebej zanimiv zato, ker ponuja zamenjavo baterij. Ta traja 99 sekund, kar pomeni, da polnjenja potencialno lahko odpadejo. Sicer to ni prvič, da je ta ideja prišla v prakso, tudi če kakšna druga znamka ponuja takšno tehnologijo. No, ampak vidim, da je zanimanja očitno zelo veliko, ker je gneča non-stop tukaj. Kdaj se bo znamka Arch Fox začela prodajati pri nas, je pa odvisno veliko od tega, kdaj se bo zagnala proizvodnja v sosednjem Gradcu, v Magnini tovarni, ker bodo potem carine manjše, cene pa lahko bolj konkurenčne. Aha, ta dva sta pa zelo resna. Jo, je norišenca tukaj. Po mojem sem naredil že več kot 20.000 korakov, pa pol salona sploh še videl nisem. Ampak sem že nekako znajdel. Čeprav že pa še nisem srečal. Tole je zanimiva znamka za nas Chery, ki je prisotna že v 130 državah sveta, v katerih ima več kot 5800 prodajnih salonov. V EU je trenutno na 24. mestu, v nekaterih državah pa celo na drugem, ker sta znamki Omoda in Jayco toliko uspešni. 8 razvojnih centrov imajo po vsem svetu, tako da se prilagajajo lokalnim trgom. Najbolj zanimivo je, da so včeraj imeli tukaj svetovne premiere, danes pa teh avtov ni več, ne vem, kam so jih odpeljali, ful čuden, ampak ena od zanimivih novosti je bila Tigo V. To je takšen terenski avto, ki je od tal oddaljen 22 cm in lahko brede po 70 cm globoki vodi, če je priključen hibrid. Najbolj zanimivo pa je, da je lahko ali družinski avto ali pa pick-up, če mu odstrani zadnji del. Ampak vsaj zaenkrat tega žal še ne bo pri nas, bodo pa avti drugih znamk. Recimo od znamk Omoda in Jayco, ki ste se že super prijeli pri nas. Junija k nam pripelje Omoda 7, to bo en tak fin avto za nas Evropejce in lahko povem, da se super pelje, ker sem ga tudi že na kratko sam vozil. Septembra potem pripelje še Jayco 8, ki ima tehniko skupno z Omoda 9, lahko bo tudi priključni hibrid, največja uspešnica bo pa verjetno Omoda 4. To sem pa k sreči že lani posnel na posebnem dogodku v mestu Wuhu, kamor nas je povabil Chery na poseben dogodek, zato ker so včeraj ta avto kle pokazali, danes ga pa ni več. Kitajci pač. V glavnem, vsi smo bili navdušeni nad obliko, ker zdi kot kakšen baby Lambo, samo bistveno manjši je seveda. Tudi verzija Ultra bo takoj na voljo, baje bo pa pri nas marca prihodnje leto. Cena ne bi bila odlična, mere raven pravšnje, ker bo dolg 4,4 metra, pogon pa seveda hibridni, bencinski motor bo imel 105 kW, električni še 100 kW, dostop bo pa pospešil v 8,1 sekunde in poprečna poraba ne bi bila samo 5,1 litra. Ultra bo imel pa še močnejši elektromotor 150 kW in pospešek 7,8 sekunde. Omoda in Jayco je sicer najhitreje rastoča znamka v Evropi, v samo 3 letih so prodali že 1 milijon avtov. Najbolj prodajen avto je pa Jayco 7, ki sem ga že sam tudi lani vozil v Vietnamu. The Omoda, is more, for young generations, and the Jayco is for the off-road, and also, integrated with our latest technologies for PHEV, and also we have the HEV. So this is make the added more value for the customers. So this is I think is more important, which is why the people is very like it for these models. Are you still going to provide good value for the price? Now, I think in Europeans, for us, our philosophy is
is not for the price. Is we are always thinking, for the value of the customers. As I said, so from the customer's side, really he's thinking this is a car can contribute to the value for his life. So surely they have some like the economical condition consider, for example, from the gasoline price and something like this. And another one is can, for example, also make some like the emotion connections with them. For example, it's very good for their family, for their page. We have the page friend, the model like the JQ5, which they have, the accessories especially for support of the page. So this is what we are considered to provide for the customers. I know that last year you had an IPO. Yes. So is it an advance for the company? Yes, the IPO, the IPO, last year we get the IPO. So this means, the Chery is get recognized by the society investment, And also with this is the IPOs, also make the Cherys, empower the Chery, the investment for the globals. So by this is, the social investment with IPO, and we get more, the finance support for investment for the global market, from the product, from the the local R&D and also local supply chains. So all of this I think is very, very valuable, and also is very milestones for Chery to have the globalizations from this IPO. No, vsaj iCar je tukaj. To je tudi zanimiva znamka, ki baje pripelje konc leta v Evropo, samo da pri nas se bo imenoval ICAUR. Pri nas ne sme biti iCar, ker je bilo baje to ime že registrirano in se ne sme uporabljati. Takrat se pa najbolj veselim tazga modela V27, ki ne skriva svojih terenskih ambicij. Meni zdaj je dejansko ful dober. Pa na en avto me zelo spominja. Mogoče boste pa na naših cestah videli tudi avte znamke Lepas. Ta pa svojo eleganco išče v gibih in podobi leoparda. Na salonu je nov električni model L6 BEV, ampak so ga tudi odpeljali. Changan bo pomemben igralec v Evropi in Sloveniji in je eden od velikih 4 kitajske avtomobilske industrije, kot pravijo. Sama firma je bila ustanovljena že leta 1862, kot ima je tamle napisano na majicah. Takrat so začeli proizvajati dele za vojsko, prve avte pa so začeli potem sestavljati leta 1959. Imenoval se je Changjing Type 46 in to je bil džip za vojsko, obenem pa sploh prvi avto, ki se je proizvajal na Kitajskem. No, civilne avte pa so začeli potem izdelovati leta 1984 in danes skupina proizvaja že 2,5 milijona avtov na leto, do zdaj so jih proizvedli že 30 milijonov, tako da zdaj veste, da ta firma ni hec. Kaj bo pa pri nas? Za začetek bosta to modela CS55 in takšen CS75. To sta križanca, ki sta dolga 4,55 in 4,75 metra, torej znotraj veliko prostora, oba bosta lahko bencinska ali pa hibridna, predvsem pa bo cena tista, ki vas bo gotovo navdušila in kar 7 let garancije. Pri nas ga boste lahko za začetek videli v 4 prodajnih salonih, do konca leta pa naj bi jih bilo že 7. Motorji so njihovi, ker so kupili Mitsubishijevo tovarno motorjev, decembra 2023 pa so skupaj s Huaweijem in Kettlom ustanovili novo premium znamko Avatar. In tudi ta ne bi bila pri nas. Najprej modela 6 pa 7, kasneje pa tudi 12 pa 11, ko bosta prenovljena. Tale 06T je totalno hud, znotraj ima zaslon čez celotno širino in 3 opcije pri pogonu, tudi s podaljševalnikom dosega, ampak najbolj zanimivo električni s 3 motorji in skupno močjo kar 712 kW, to je 955 konjev. Pospešek do 100 je v samo 2,78 sekunde. Tudi Deepal je njihova podznamka in za začetek bo pri nas model S05 v električni varianti, konc poletja tudi kot hibrid, takrat pa dobimo potem še model S07, ki je tam zad, najprej prav tako električni in v začetku naslednjega leta kot hibrid. Novost na tem salonu je pa L06. Dobro zgleda.
Hvalijo se, da imajo med kitajskimi avti originalno obliko in se nekatere druge znamke potem zgledujejo po njih, ker je njihov oblikovalski studio v Nemčiji za Avatar, za Dipl pa v Italiji, medtem ko je razvojni center za pogonske sklope v Veliki Britaniji. In naslednja velika stvar, ki jo obljubljajo, so takšne izboljšave pri motorjih, da bodo imeli povprečno porabo 3 litre, kasneje pa celo samo 2 litra na 100 km. Prvi iz te nove serije je ravno pri modelu CS75+, pri katerem se gorivo neposredno vbrizgava s kar 500 bar. Povprečna poraba bencina pa ne bi bila pri mestni vožnji samo 3,54 litra. Q05 bo verjetno pravi avto za vas, ker je dolg idealnih 4,4 metra, konc leta pripelje v električni različici, potem tudi kot priključni hibrid s skupnim dosegom preko 1200 km po kitajskih meritvah. Električni, ki bo prvi, bo imel hitro polnjenje 3C, znotraj pa bo dominiral velik zaslon. Da so to kvalitetni in trpežni avti, pa so dokazali letos januarja, ko so s takšnim Changanom CS75+ pri minus 30 stopinjah Celzija skočili 20,9 metra daleč. In takrat so postavili seveda svetovni rekord, ki je zdaj vpisan v Guinnessovo knjigo rekordov. Zdaj je to kaka vrsta, je ratala. Neki očitno zastonj talajo. Changan dobesedno pomeni dolgotrajni mir. In še ena zanimivost je v 100% državni lasti, s čimer naj bi imel zagotovljeno prihodnost in stabilnost. Smešno je opazovati evropske znamke, ker so vse nekako šlepajo na svojo zgodovino in potem kažejo stare modele, češ vi Kitajci, poglejte, kako smo mi izdelovali avte že pred 100 leti. So, ja, ampak so očitno tudi malo zaspali, če se zdaj toliko stvari dogaja tukaj in tudi avti se že v veliki meri razvijajo tukaj. Recimo Volkswagen je predstavil novo serijo avtov ID Unix 6, 7 in 8, pa so vsi razviti na kitajskem. Tukaj pa obujajo znamko Jetta. Še veliko drugih novosti je. Itak BMW je pokazal prenovljeno sedmico, ki smo itak že pokazali podrobno v prejšnji oddaji. Potem Hyundai ima čist novi Ioniq V, BYD ima čist novi avto, pa tamle je Sea Lion 08, da ne govorim o tistem superšportnem avtu od Denze. Pa Peugeot in Citroën sta tudi tukaj z neki zelo lušnimi koncepti. Ne moreš vsega, ne moreš. Leapmotor je pa že zdaj ena najbolj uspešnih kitajskih znamk v Sloveniji in je precej povezana s skupino Stellantis, ki ima delež v tej sicer zelo mladi znamki. Šele leta 2015 je nastala, prve avto je začela prodajati leta 2019, 2023 je kot rečeno vanjo vložil Stellantis, že v prvi polovici lanskega leta pa je prvič poslovala z dobičkom in v 12 mesecih dostavlja po vsem svetu skoraj 600 000 vozil, medtem ko želijo letos proizvesti že 1 milijon vozil. Obenem se aktivno širi tudi v Evropo, ker bodo kmalu začeli sestavljati vozila v Španiji. To ne bi bila modela B10 in B05. Kaj pa je novega tukaj? Kje ne začnem? Recimo s črko A. To je model A10, ki bo imel na voljo 2 bateriji, manjšo z okoli 40 in večjo s 53 kWh, z dosegom po kitajskih meritvah 403 ali pa 505 km, pa polnjenjem od 30 do 80% v zelo kratkih 16 minutah. Dolg je samo 4,27 metra, torej bo šlo za manjši križanc s takšno prostorno kabino, za obliko pa so rekli, da ima smejoče luči. Motor ima 90 kW, to je 121 konjev, med opremo pa je tam spredi tudi lider za večjo varnost. Gremo po abecedi naprej k B. Tukaj je tole Lafa, pri nas bo pa B05, gre pa za kombi limuzino, ki ima v osnovi baterijo 56, zdaj pa še takšno verzijo Ultra 67 kWh in dosegom 600 km po kitajskih meritvah. Dolžina je 4,49 metra, torej kar konkreten avto, ki naj bi se v tej verziji tudi zelo lepo pelil. Kolesa imajo recimo 19 palcev. Moč je v tem primeru 180 kW, to je 241 konjev, pogon pa na zadnji kolesi, torej bo zelo veselo. In idealna razporeditev mase 50-50. Do 100 pospeši v 5,9 sekunde. Za konc pa še D19, tole pa je mašina. 5,25 metra dolg SUV je to z meddosno razdaljo kar 3,11 metra. Ampak poseben je zaradi baterije pri modelu s podaljševalnikom dosega, saj ima kar 80 kWh in je največja na svetu v avtu s takšnim pogonom. V teoriji lahko prevoz kar 500 km samo na elektriko. Kabina je itak poglavje zase, avto zna znotraj proizvajati kisik, ima ogromne zaslone in kar 23 zvočnikov plus izjemno udobne sedeže. Cena naj bi bila zelo konkurenčna,
električna, sicer pa je zanimivo še, da ima 800-voltno omrežje in se baterija od 30 do 80% napolni v 15 minutah. Ko zmanjka elektrona, pa naprej pomaga še 1,5 litrski bencinski motor. Ne? Kdor želi samo električni model, ni panike. D19 ima potem 1000-voltno omrežje, na izbiro baterijo 100 ali 115 kWh in moč z dvema motorjama 410 kW, to je 550 konjev, ali pa 540 kW, to je 724 konjev. In pospešek do 100 pod 4 sekundami. Ja, hitre družine bodo to. Zdaj me pa že neki kliče, ker me ne najde. Čakaj, imam telefon. Samo 2 dni je trajal, evo, pa sem srečal Matoja. Sicer pa vse tole, kar vidite za nama, tega 2 leti nazaj še ni bilo in zaradi tega se je površina salona skoraj podvojila, pa že prej je bil v bistvu enormno velik. Malo statistike, 181 svetovnih novosti, lahko vidimo tukaj 1451 različnih avtomobilov je razstavljenih, iz 21 držav so ti razstavljalci. To si štev ti? Vse sem si zapomnil, ja, to štev, ja. In več kot milijon obiskovalcev pričakujejo zdaj na tem salonu. To jih pa ne težko na Kitajskem najdete, ne? No, zdaj gremo pa domov, če bojo imela letala dovolj goriva, tako da ti letiš preko Dunaja, jaz preko Istanbula, tako da se vidva doma, ne? Pa gremo vsak v svojo smer. Ja, ti imaš tam avion. Me že čaka. Ti, ampak niste pa čisto vseh avto obdelali, ne? Ker nekih manjka. Na vse bo šel ti naslednjič, no. Ja? Če si mislil, da sta salona v Frankfurtu ali pa Parizu velika, no na tem še nis bil. Ja, pa se ti rad hodiš. Ja, po naravi, ne pa med Kitajci, ki se non-stop prerivajo in jim je v bistvu tudi čisto vseeno, če so ti ravno pokvarili kader. No, naj ti bo, se sta dobro zrihtala. Kaj ti je bilo pa na tem salonu pa najbolj všeč? Jo, že samo razstavišče, ne samo, da je ogromno, tako zelo moderno, zračno, res hudo, samo en električenski rob bi potreboval, da bi se premikal med halami. Kaj pa tehnologije in to? Ja, tudi to. Kitajci se zdaj hvalijo že s 1500 kW polnjenji na posebnih polnilnicah, seveda, ki so pa že v uporabi. No in posebej so ponosni na to, da so polnjenja zelo učinkovita tudi pri minus 30 stopinjah Celzija. So tam postavili 2 avta v posebno komoro, pa jih zamrznili. No, veš se, ko se bo pa avto nafilal v 10 minutah, bom pa jaz tudi za elektriko, ne? Aha, ja, ko boš pa ti zapal, bo pa res vse ureja. Ja, itak. Evo, smo že skoraj pri koncu oddaje. Nova zvezda se ogreva z vrteni volan na naše Selike. Še prej pa vam bo Matej povedal, zakaj mogoče vi hočete električni kombi. Velik kombi posod pritegne veliko pozornosti, me sploh niste videli najprej, a ne? Obrtniki so me posod spraševali, kakšna sta doseg in nosilnost, logično, šele potem pa o ceni. In takšen Pro Ace Max EV lahko v teoriji po VLTP prevoz tudi do 420 km. Tukaj je vgrajena spodaj ogromna baterija s kemijo NMC, ker 110 kWh ima, zato tudi tehta krepkih 650 kg in seveda vzame kar nekaj pri uporabni nosilnosti takšnega kombija. Dokler na nivoju EU ne bodo sprejeli nove uredbe in bo skupna masa še naprej omejena na samo 3500 kg, boste lahko sem naložili samo dobrih 500 kg tovora, ker sam kombi tehta z mano skoraj 3 tone. Tako bo vsaj za enkrat bolj primeren za dostavne službe, ki vozijo velike in ne toliko težke pakete. Če bo vse po planu, pa bi lahko konc naslednjega leta tudi povečal skupno dovoljeno maso in takrat bo postal takšen električni kombi še veliko bolj uporaben. Kolega, ki se recimo ukvarja z inštalacijami, ima svoj kombi vedno obtežen vsaj s tono, ker ima toliko orodja in ker on dela samo v mestu, to pomeni stalno speljevanje in ustavljanje in tam je električni pogon sploh primeren zanj, ne? Ker ima tukaj motor kar 200 kW, to je 270 konjev, pospešuje toliko suvereno, da vozniki avto dostikrat samo gledajo, kaj se je zgodilo, ko speljujemo. V teoriji se polni 150 kW na hitrih polnilnicah z enosmernim tokom, jaz sem dosegel največ 125, je pa vseeno potem kar dolgo vztrajati blizu 100, tako da je še kar ok, če bo namenjen daljšim dostavam z vožnjo po avtocesti. Še bolj mi je pa všeč, da ima vgrajen 22 kW polnilnik za izmenični tok, zato je čist prazna baterija polna okrog 6 urah. To pomeni tudi, da boste lahko na dvorišču svojega podjetja postavili cenejše polnilnice, pa bo baterija vseeno dokaj hitro polna za naslednjo izmeno. To je najmanjša verzija L3H2, kar pomeni, da je dolg malenkost manj kot 6 metrov, visok pa dobra 2,5 metra. Takšni kombiji so med velikimi najbolj pogosti pri nas, tovorni prostor je tukaj velik 13 kubičnih metrov.
Evo, mi smo hitro izkoristili tale prostor za vse možne zadeve. Recimo za snemanje zvezde za volanom. Ponovadi moramo priti z 2 ali pa s 3 avti, kle pa vržeš noter stožce, potem tablo, ki je ful dolga in ne gre vsak avto, miza, stoli, transparenti. V glavnem, tukaj samo vržeš noter in v tišini pripeleš na prizorišče. Ja, za take dostave zna biti to zelo uporabna zadeva, sploh v mestih, kjer imajo zelo stroge omejitve glede izpustov. Imam feeling, da bo tudi pri nas malo tako, kakor je že marsikje po Evropi. Okay. Če tole še malo pritrdimo, pa bo. Ampak to je bil vse lahek tovor. Ko sem ga pol med eno selitvijo fajn obtežil, pri zmogljivostih ni bilo nič slabše, peljal se je pa lepše, zaradi tega, ker je bil fajn obtežen. Drugače pa tukaj v tovornem prostoru zelo uporabne kljuke, vse posod, pa tamle gore polica nad kabino, kamor sem pospravil polnilne kable in ostalo šaro. Sicer je pa to najbolje opremljen model in ima takšna krilna vrata, ki se lahko odprejo do 270 stopinj. Sicer so tale vodila mačka neugledna, ampak praktična pa zelo. Znotraj pa med drugim še vzmeten voznikov sedež, to je res cool na vseh poteh, pa zraven je tukaj še prilagodljiv tempomat, tukaj ima potem poklopno polico, če jo rabite, pa seveda zelo uporabno kamero zadaj, ja, takole na veliko pokaže. Osnova sama je pa že dokaj stara, ker je na isti platformi še kar nekaj kombijev iz skupine Stellantis. Na koncu je najbolj pomemben seveda strošek s takšnim kombijem. Če preračunam, tukaj 100 km vožnje po trenutni porabi 33 kWh na 100 km stane okrog 7 € po trenutnih povprečnih cenah elektrike. Če takšen dizelski kombi porabi povprečno okoli 10 litrov, pa je strošek okrog 18 € na 100 km. Ja, res, da za ceno električnega dobiš še skoraj 2 dizelska, ampak je pri električnem načeloma manj delov, ki se lahko pokvarijo, zato bi morali biti servisi na dolgi rok cenejši. Če bi šteli samo strošek energije, bi se pa po trenutnih cenah izenačila po šele dobrih 300 000 km. Odločitev je zato bolj odvisna od tega, če takšen kombi morate imeti, ali pa če ga želite voziti, ker je za uporabo bistveno bolj prijeten. Tudi takole na avtocesti, čeprav ima tukaj hitrost omejeno na 130, zdaj sicer piše, da gre 134, ampak v resnici je to 130, bi letel še ful bolj, ampak itak ne sme. Marko, po čem te poznamo Slovenci? Pa jaz bi si želel, da me po mogoče Instagram pa po potovanjih, ampak najverjetneje po tisti epizodi Super Para, ki je bilo zelo luštno. Čeprav počel si pa že marsikaj zanimivega, ne? Prej smo se pogovarjali, da ste kot mulci nabavili avto in dirkali, ali kaj? Kar se tiče avtov, sem bil tak avtomobilski navdušen že od majhnega. Moja prva beseda je bila avto. Tako da to mi je bilo v krvi. Ja, in točno tle smo v bistvu kupili smo bolhco, cel dvorišče se je zbral in potem smo s tisto bolhco derkali tle po Viču. To so bili še malo drugi časi, ko so te policaji malo lovili, pa mogoče že kakšno klofuto dal. To so bila pozna 80-ta, začetek 90-ih. Tako da, ja, tako se je začelo. Povej mi, kaj je bila najbolj smešna zadeva ali pa najbolj čudna zadeva, ki se ti je zgodila za volanom? Parkiral sem Jugota pa šel v diskoteko v centru Ljubljane in pridem iz diskoteke ven in tako en sedi, spi v avtu, ne, in jaz tako gledam, čak, to ni moj avto, ne, za volanom, ne, kva bom zdaj, se odpiram tist, ne, pripravljam se, da bo neki, bo mogoče agresiven, kaj jaz vem, kaj s tem človekom, razumeš, odprem un, jaz, kaj je s tabo, kaj spiš, veš, kaj je bilo mrz, ne, zima je bila, ne, je bilo mrz, veš, pa Jugota je najlažje odpreti, ne, celo kar se malo prespal, pa sem se kot debeš mi strana, veš, in on, tako, okej, kaj se razbureš, še da bom razkužil, pa tako da grem in on tako reče še, v katero smer pa gre, bež mi stran, sem rekel. Še pelat bi ga mogel. Ja, še to je bila ena taka. Kaj pa sanjski avto, če bi imel denarja, koliko bi hotel? Kaj bi bil un avto, ki bi ga res kupil? Kakšen G, AMG hud, pa kakšen Lambo bi bil, to bi bil kar to. Bi bil kak rdeče barve? Ne. Ne? Ne rdeče barve. Ampak enega rdeče barve boš pa vozil. Zate imamo Toyota Celica. Ja, Kak se ti zdi? To vidim. Zdaj tako, Japonci, no, nisem nikoli bil navdušenc, ampak vem, da so dobri avti, tako da bo moj prvič. In zgleda brutalno, spomnim me na, da ne rečem otroštvo, ampak mladost.
the best. Zdaj pa, gledaj, boš dosegel tale rezultat, ne? Da bom tam le gor. Ja. Ostra konkurenca. Akcija, Bomo gremo. videli. Oska, da se je zožalo treninga. Je v redu? Nekaj je ratal. Marko, kako je bilo? Moram reči, da sem kar za Švico, pa ne zato, ker ni klime, ampak je, kakor zgleda lahek, je tako aktiven poligon. Ti je malo nabilo adrenalina, ne? Je, presežen. Ja, in kakšne so bile tvoje misli medtem, ko si bil na progi? Da nam zbo količka, ali pa če ga že zbijem, da ti ne boš videl. Ne, se vas. Ja, glej, jaz sem tekmovalen, bom kar priznal, jaz ciljam nekam proti vrhu, no, tako da. Ok, kam misliš, da si pristal s svojim časom? Med prvimi tremi, no. Med prvimi tremi? Ja. V bistvu si četrti! Odlično! Je to top 5, ne? Ja, lej, A ni? lucky loser, ali kako Ne, pravi. ne, v redu, je super, odlično. Ej, pa niti enega stožca se nisi dotaknil ali pa podrl, kar pomeni, da si v zelo dobri družbi redkih, ki niso nobenega podrli, ne? Glej, svaka čast, zavod, pomotar, kaj ne rečem, moral bom malo trenirati. Ne, komentar je 2 podr. Res, pa je še to povozil. Ja, tako da v bistvu ti si drugi od unih, ki niso nobenega podrli. Tako da v bistvu si med top 3, vidiš? Samo parametre moram spremeniti. Hvala za to lažbo. Kaj pa Serika, kak je bila? Hudo, old school, čist. Upam, da nisem menjalnika kaj poškodoval, ampak glej, drugače pa top. Tele so pa teli, ki so me spravili sem, Matej, živijo. Jo! Živijo, kako si kaj? Kako je možno, da je 2 podaril pa 49, pa to ni realno. A veš- Sam to pomeni, da je on šel 39, ne? Se pravi, če bi Svaka ti čast. šel hitrej, pa bi 2 podr, bi mogoče imel 48 rezultat. Naslednjič bo z nami ena Ota. Oh my god, lete lučke, Videli boste še kakšno kitajsko novost in ziher kak zanimiv test. Spremljajte nas na Instagramu, na Facebooku, tudi na YouTubu in TikToku smo. Vsak petek zjutraj pošljemo še novičnik, zato se prijavite na volan.si. Se vidimo!